Draga cerkev, v tem tednu se spominjamo, da je Jezus odšel nazaj k svojemu očetu, ali nekako imenujemo njegov nebohod. Jezus je opravil svoje poslanstvo tukaj na zemlji, umrl je za naše grehe in vsak ima odprta vrata, da pride k njemu in ga sprejme za svojega zveličarja. To ni konec. To je komaj začetek krščanskega življenja. Vemo, da je učencem obljubil in dal zapoved, naj čakajo, dokler svetega duha ne bodo prejeli. Danes, 2000 let po tem dogodku, še vedno Bog gradi svojo cerkev in jo gradi skozi delovanje svetega duha. In nekako v tem duhu pridemo že danes v slavljenju, v enem pričakovanju, naj sveti duh deluje. In še posebej, ko bo binkošna nedelja, da smo odprti in se Jezus svojo močjo razodeva v naših življenjih. Zato pridimo zdaj v slavljenju, čaščenju, odprimo naša srca in se zahvalimo Jezusu, da je prišel na ta svet in opravil svoje poslanstvo in da je odšel nazaj k očetu in poslal svetega duha, ki je naša moč, naša pomoč, da lahko živimo življenje, za katerega smo bili ustvarjeni. Jezus, želimo te slaviti in poveličevati in ti dati vso slavo, čast in hvalo, tudi to nedeljo, ko smo zbrani v tvojem imenu. Vsak moj dih slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga.
tebi vse dni mojega življenja. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dam življenje ti in predajam se, le tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Vse moje dni ti bil si zvest mi. Vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe. Poje naj o dobroti Boga. Sveti Duh je Bog, ki deluje na zemlji. V tem tednu se spominjamo Jezusovega nebohoda, ko je odšel nazaj v svoje kraljestvo. Naslednji teden so binkošti, praznik, ko se bomo spominjali, da je Jezus izpolnil obljubo o Svetem Duhu in začetka njegove cerkve. Preden je Jezus odšel nazaj k očetu, je učencem dal jasne napotke o obljubi Svetega Duha. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Zakaj Janez je krščeval v vodi, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Jezus je učencem obljubil, da bodo prejeli moč Svetega Duha. Lahko bi rekli, nov obljubljen vir življenja in moči. Kristus je odšel k Bogu in obljubil Svetega Duha. Po veliki noči se je Jezus 40 dni prikazoval, da je vstal od mrtvih. Po 40 dneh je odšel nazaj k očetu in obljubil, naj čakajo na obljubo Svetega Duha. Sveti Duh je tretja oseba trojstva, ki deluje na zemlji. Vse, kar Bog dela tukaj, izven nebes, je po Duhu. Bog se želi razodevati skozi svojo besedo po delovanju Svetega Duha. Temeljna resnica Biblije je, da se Bog želi razodevati tako po delovanju, kot po svoji besedi. Sveti Duh je duh življenja, delovanja, moči, ljubezni, sile in čudežev. Hvala Bogu za dobre učitelje teologije. Toda sama teologija brez delovanja Svetega Duha ne prinaša življenja. Brez delovanja Svetega Duha raste samo znanje, ki na koncu napihuje in lahko vodi v človeško samopravičnost. Jezus je učil učence, zakaj bo prišel Sveti Duh. Toda resnico vam govorim, za vas je dobro, da grem. Zakaj, če ne odidem, tolažnik ne bo prišel k vam. Če pa odidem, vam ga bom poslal. In ko pride, bo on prepričal svet o grehu in o pravičnosti in o sodbi. O grehu, ker vame ne verujejo, pravičnosti, ker grem k očetu in me ne boste več videli,
o sodbi pa, ker je vladar tega sveta obsojen. Sveti Duh je bil poslan, da skozi oznanjanje Božje besede ljudi prepričuje, odkriva, razodeva, da nas je Jezus prišel odrešiti, umreti za naše grehe. Sveti Duh nam želi pomagati, spoznati resnico, da smo grešniki in rabimo odpuščanje svojih grehov. Samo Jezus je bil pravičen in je lahko umrl za naše grehe. Naša pravičnost je stanje opravičenosti pred Bogom na podlagi Kristusove požrtvovalne smrti na križu. Za našo odrešitev ne pomagajo dobra dela, ampak spreobrnenje in sprejetje Jezusove odrešitve, ki se je zgodila. Bog je pravičen sodnik in pride dan končne sodbe, ko bo pravično obsodil vsako krivico. Blagor vsem, ki so prosili Jezusa za odpuščanje svojih krivic, grehov, saj so rešeni večnega pogubljenja in so dobili možnost, da živijo novo življenje. Sveti Duh ni prišel, da bi v cerkvi ustvaril udobno atmosfero. On je Gospod iz nebes in nas vabi v svojo prisotnost. Njegova prisotnost pa nam včasih razodeva, da potrebujemo očiščenje svoje grešnosti, ker je Bog pravičen, svet in brez greha. Lahko samo pademo na kolena in ga prosimo odpuščanja, osvobojenja, ozdravljenja in podobno. Potem v naše srce pride mir, ker smo spravljeni z Bogom. Radost se je spremenila, kajti postali smo Božji otroci in prišla je nova radost in veselje. Sveti Duh nam prinaša moč za novo življenje. Prvi učenci so morali najprej spoznati ta novi potencial delovanja Svetega Duha. Jezus jih je poslal, da izpolnijo nemogočo nalogo, da ponesejo evangelij na eni strani v religiozni in na drugi strani poganski svet, da osvetlijo njegovo globoko duhovno temo. On, Sveti Duh, je bistvo krščanske vere, ki smo jo prejeli po evangeliju. Brez njega ni krščanstva. On ni dodatek, ampak ravno bistvo tega, kar verujemo. On je Bog na zemlji, ki prežema in aktivno prebiva v vsakem delu naših izkušenj. To pomeni, da je krščanstvo nadnaravna vera. Nenadnaraven evangelij je samo prazna lupina. Nažalost je tega veliko danes v krščanstvu. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim podobni jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in da vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Na binkošti je Sveti Duh izpolnil in spregovoril po 120 grlih. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in govorili v novih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Izgovarjali so oni, toda Sveti Duh jim je dajal besede.
Če bi prebrali celo poglavje, bi videli, da je to pritegnilo veliko množico. Zgodil se je duhovni premik in pretres. Bog ni nem, je živ in se razodeva in deluje. Nima lik, kip, ki nima življenja. Bog je pozitiven in srčen. Njegove besede so dinamične in razburljive. Vse, kar je povezano z Bogom in delovanjem Svetega Duha, ki je prišel na Binkošti, je živo. Ena največjih tragedij v zgodovini je odločitev Cerkve, da je v čaščenju Boga prevzela držo potlačenih čustev. Bog je zagotovo presenečen nad našim prizadevanjem, da do njega ne bomo izkazovali čustev. Bog si ne želi obiskovalcev, ki so kot ledene gore ali egipčanske mumije, ampak želi častilce, ki so polni Svetega Duha. Bog je kot vrelec življenja, ne potrebuje brezsrčnega čaščenja, ki ga mi pogosto imenujemo dostojanstvo ali strahospoštovanje do Boga. Cerkev je prevečkrat prišla v stanje, ki tako slabo odraža, kdo je Bog, kaj se je začelo na Binkošti. Obljuba, ki je še vedno dana na razpolago vsakemu, dokler ne pride Jezus po svojo cerkev. Peter jim je rekel: spreobrnite se in sleherni izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in boste prejeli dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem oddaljenim, kolikor jih pokliče Gospod naš Bog. Še z mnogimi drugimi besedami je pričeval in jih opominjal: rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Kjer je vera in odprto za Božjo besedo in delovanje Svetega Duha, tam je njegovo naravno okolje, v katerem se razodeva in želi delovati. Naj se realnost Svetega Duha vrne, kjer je bila izgubljena izpred oči. Sveti Duh ni redko izkustvo odmaknjenih mistikov, ampak samoumevna priložnost za vse nas. Bog želi, da po njem hrepenimo. Njegova srčna želja, da se nam želi po Svetem Duhu približati. Tako je bilo od začetka stvarstva. Duh bi naj bil okolje, v katerem bi mi vsak dan živeli in hodili. Peter je pridigal: spreobrnite se in sleherni izmed vas naj se da v imenu Jezusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in boste prejeli dar Svetega Duha. To nedeljo ali nedeljo pred Binkošti odprimo naša srca Svetemu Duhu. Pridimo v molitvi in se nekako pripravljajmo na Binkošti, na prijetje Svetega Duha, če še v svojem življenju to nismo prejeli ali doživeli. Na drugi strani, če smo že prejeli polnino in moč Svetega Duha, molimo naprej, da Gospod ali skozi delovanje Svetega Duha nam še globje razodeva to resnico, moč, ki smo prejeli od njega, da lahko še mnogim povemo, oznanjamo evangelij, da Bog ljubi vsakega in da mu želi razodeti resnico
odpustiti grehe, dati večno življenje. Zato se združimo zdaj v molitvi. Vsemogočni Bog, hvala ti, da si ti poslal svojega sina, da nas je odrešil. In Jezus, hvala ti, da si odšel nazaj v svoje kraljestvo in izpolnil obljubo o Svetem Duhu. Da so prvi učenci in cerkev bili izpolnjeni z močjo in delovanjem tvojega duha. Da si ti mnoga srca spremenil, odpustil grehe in razodel novo življenje. In mi te prosimo, Sveti Duh, tudi zdaj, da deluješ na naša srca. In še posebej naslednjo nedeljo, ko bo binkošna nedelja, da doživljamo moč in izpolnitev, da si ti Bog, ki odpuščaš, ki osvobajaš, ki daješ novo življenje, ki se želiš razodeti v svoji moči in svojim delovanjem še v mnogih srcih. Sveti Duh, pomaga nam, da ne zaidemo v eno religioznost, Jezus, samo eno prazno lupino, ampak naj tvoja beseda živa, ker jo ti oživljaš in spreminja naša življenja in še mnoga življenja okrog nas, kajti tvoja volja in tvoj načrt. Jezus, to te prosimo in ti dajemo vso slavo in čast. Amen. Draga cerkev, vsi, ki ste poslušali Božjo besedo in resno pripravljajmo se v molitvi, razmišljajmo, berimo odlomke iz Svetega pisma, ki govorijo o binkošti, ki govorijo o izpolnitvi in delovanju Svetega Duha. Kajti Bog ni nekje daleč, ampak želi spreminjati naša življenja. Želi nam prinesti življenje, za katerega smo bili ustvarjeni. Zato se molimo in zaupajmo Bogu in verujemo, da ne bo samo binkoštni praznik, ki je pred nami, samo spomin, ampak novo doživetje, delovanje Svetega Duha. Amen. Blagoslovljeno nedeljo in molimo se in vidimo se za binkošti.